Želimo dobro jutro. Dobro jutro Našima posebnima gostjama danes, ki sta tudi posebno gornareti iz Zveze prijateljev mladine, Sara Irman Kolar oziroma popularno Sarma. Dobro jutro. Dobro jutro. In pa Atena Bošnjak. Zdravo, Atena. Zdravo. Okay, prišli sta navešeni v navešeni, ne, nisem slabšalno, oblečeni v logotipe, se pravi, kaj, Zveze prijateljev mladine oziroma kaj bomo in prostovoljstva in Virca Poreča. Tako, in tema prostovoljci. Lani smo se isti čas, se mi zdi, da tukaj srečali, verjamem, da je bilo uspešno, glede na to so vsi programi bili izvedeni. Absolutno. Ok, dajmo po vrsti, zakaj vse, oziroma kaj vse, na katerih področjih potrebujete prostovoljce in kaj to vse prinese posamezniku, tudi kakšni so pogoji kasneje. Izvolite. Torej, letos iščemo prostovoljstvo, tako kot vsako leto, za letovanja. Tam se lahko vključijo prostovoljci kot vzgojitelji ali kot športno-rekreativni vzgojitelji. Potem iščemo prostovoljce za delo tukaj v Mariboru, v domu Miloša Zidamška, kjer imamo celo leto razne aktivnosti, prireditve, počitnice, delavnice, učno pomoč. To je dom ustvarjalnosti mladih, dom Miloša Zidanška in pa Virca Poreč pa so letovanja. Danes, ker smo mi dve maskote, smo malo zmaskotani, tako da. Pa imamo še eno opcijo letos tudi za pridružitev, torej lahko postanejo prostovoljci tudi na tom telefonu, torej telefonu za svetovanje mladostnikom. Ki je izjemno, po mojem mnenju, pa seveda vsi programi, ki jih izvajate na Zvezi prijateljev mladine, so super, da smo si na jasnem, ampak ta tom telefon pa se mi zdi, je sploh premalo krat ga izpostavimo, njegovo pomembnost in koristnost v teh časih, ki niso iz leta v leto lažji, kvečemu ravno obratno in nasprotno, kar zagotovo ugotavljate. Bi samo povedal, da je, ne vem, če ste opazili, da ko si rekla ti, kak športni animatorji, da je Jeger trzno, seveda. Ti trzaš pri športnem animatorju. To slabo samo jaz sem dejansko blažja animatorka. Jaz si bila športna. Resno? Ja. Športna animatorka? Ja, tudi. In tukaj za balinanje? Za kateri Zumbo. Ja, skupinska vadba. Tukaj bi vskočila jaz, če ste v takšnih trenutkih, da ne veste, kjer bi šel. Jaz povabim kar oba dva, da pokažeta svoje sposobnosti. Vredo, Jeger, jaz to vzamem kot izziv. Ja, se jaz tudi. Vedno je. Samo da ti naprej povem, da mi jaz zmagala. Ne metati izzivov, ker imam pol jaz same probleme s tem. Ok, ampak či zares, kakšni so pogoji, da postanemo prostovoljci? Torej, pogoji za dom ustvarjalnosti mladih je, da dopolniš 16 let, torej od 16. leta naprej lahko prideš, pri ostalih programih pa dopolnitev 18. leta. Vsi ti programi zahtevajo usposabljanje, pri tom telefonu je to usposabljanje malo bolj obsežno zaradi te tematike, kar je tudi seveda potrebno. Ja. Pri ostalih pa imamo tudi usposabljanja, preden gremo na letovanja v Virca Poreč in na dom Miloša Zidanška. Tukaj v domu ustvarjalnosti mladih pa imamo usposabljanja z kreativo, kako se povezati z otroki in kako v bistvu z njimi ustvarjati in prosti čas preživljati. Ali je kdo padel na teh testih? Kaj mene gleda? Ne, samo za vsak primer. Ali bo Jeger prvi, ne vprašam samo. Torej, kot rečeno, za tom telefon ne more vsak. No ja, seveda, tom telefon je svoja kategorija. Govorimo o ostalih Ostalo programih. pa sprejmemo, tako kot sprejmemo vse otroke, ker smo ponosno različni, sprejmemo tudi odrasle, seveda pa morajo te usposabljanja opraviti. Večina jih opravi, kaj ne, Sara? Ja, res je. Ja, Se trudimo, da tudi mi vsakega spodbudimo in mu damo to, kar potrebuje, zato da lahko tudi najbolje opravi svojo nalogo z otroki. Ok, ampak kako pa zgleda recimo delo enega takega animatorja oziroma delo prostovoljca v vseh teh programih, se pravi bodi si v Poreču, na Pohorju, v domu Miloša Zidanška ali v domu ustvarjalnosti mladih, o tem v nadaljevanju. V tem studiu še vedno z nami in smo veseli, da je tako iz Zveze prijateljev mladine Sara Irman Kolar in Atena Bošnjak. Še enkrat dobro jutro. Dobro jutro. Govorimo o tem in bi vas radi spodbudili, da postanete prostovoljka oziroma prostovoljec pri Zvezi prijateljev mladine. Zdaj pa punci mene zanima, če lahko opišete recimo, kako to dejansko zgleda. Zdaj ne vem, vzamemo, da je Jeger, ker je Pohorje, pač prostovoljec. Za šport in vse to na domu Miloša Zidanška. In pa Ana v Poreču, recimo v Vircu.
Kako to izgleda? Letovanje poteka 11 dni. Tam si 11 dni aktiven, vse od jutra do večera, lahko bi skoraj rekli 24 ur na dan. Nekaj ur spanca ti vseeno pripada, kakor si ga tudi samo vzameš, kar je seveda priporočljivo. Ja, Ampak ne tekom dneva. Ne? ja. Zjutraj začnemo z jutranjimi sestanki, okoli 7, 7 pa 15 in tam se dogovorimo glede dnevnih aktivnosti. Potem sledi bujenje otrok, zajtrk, nekateri imamo že zjutraj, jutranji ples, ki nas povede v dan, da ga začnemo pozitivno. To bi lahko. Tako mi imamo jutranji ples tudi. Imamo, ja. V 5. Tako, torej zajtrk, po zajtrku še kakšni napotki za skupine in prva jutranja plaža. Potem uživamo na plaži, morju, skačemo, gremo na pedolinote, iceberge in podobno. Se vrnemo nazaj na kosilo, po kosilu sledi taka rahla pauza, ki je vseeno aktivna, imamo torej razne delavnice, ki jih pripravijo vzgojitelji, športne, ustvarjalne, karkoli torej oni ponudijo. In potem se ponovno vrnemo na plažo popoldansko, kjer ponovno preživimo skupni čas na plaži, kakšne igre organiziramo, otroci tam kartajo, se igrajo, pletajo zapestnice, pletajo prijateljstva. In zvečer se vrnemo na večerjo okoli 7 ure, no, po večeri pa sledi še highlights dneva. Pivo. Ne. Ker to je bilo vprašanje. Ne, seveda, da ne, absolutno. Absolutno ne, bi ne. pasalo po Ja, vročini, ampak vse to lažimo z drugimi. No, super, tako. In pol zvečer je pa tisto Sladoledom, ne. glavno Tematski druženje. večer, ne? Tako, ja, tematski disko, ne? večeri. Pred diskotom seveda te razne večerne prireditve, ki so tematsko pripravljene tudi vnaprej strani vzgojiteljev, vse od ne vem, zmenkarij, olimpijskih iger, To bi jaz bil močen. razni talenti in tako naprej. Absolutno. Tako da to in pa seveda potem še disko do poznih ur v noč. O, In lepo. seveda disko, ne. Pod sonce je naše. Seveda, poglej tam v disku. Seveda, bi bil atrakcija. Ampak dejstvo pa je, ko govorimo o prostovoljstvu pri Zvezi prijateljev mladine, ja, daš nekaj, daš veliko otrokom, daš veliko družbi, ampak predvsem pomagaš sebi. In ta notranje izpopolnjujoč občutek je nekaj neverjetnega. Je tako, Atena? Ja, tako je. V bistvu ne zavedaš se, ko prvič stopiš v prostovoljstvo, kamorkoli greš, no, tudi če to ni pri nas, da boš naredil nekaj za svoje življenje in za svojo osebno rast. Ko prideš nazaj in ko vidiš toliko različnih osebnosti, ko tudi sebe spoznaš v neki luči, ki je prej nisi, lahko potem delaš na tem in si vsak dan boljši človek. Vrhunsko. In to omogoča Zveza prijateljev mladine. Zdaj pa čisto tehnično, hočemo postati prostovoljci, kje se prijavimo, kdaj so informativni dnevi in tako naprej. Torej, informativni dnevi so jutri, 4. marca ob 17. uri v Zvezi prijateljev mladine na Razlagovi 16, kjer bo informativno srečanje, ni obvezno, je pa prijetno, ker spoznali boste ekipo, programe in vse, kar boste želeli vedeti, nas lahko tam vprašate. Prijavite se lahko na naši spletni strani, torej zpm-mb.si. Prav tako je povsod na naših družbenih omrežjih tudi ta prijavnica oziroma povezava. Prijave pa zbiramo do 25. marca to leto. Ok, povzami, Eger. Ja, da je jutri informativni dan, kjer Ob boste kateri izvedeli uri? vse informacije ob 17. 17. Tako na Kje? sedežu Razlagovi? ZPM-a na Razlagovi ulici. Tam boste dobili vse informacije. Fajn je, če pridete, ni obvezno, boste pa spoznali ekipo, drugače pa prijavnice so odprte na spletni strani zpm-maribor.si. In do 25. marca se lahko prijavite. Pa vse informacije so tudi na naši, oziroma bodo v kratkem na naši spletni strani na totiradio.si, če pač kaj vam je bližje. Ja. Si videl? Jaz bi lahko bil vzgojitelj. Ta kandidata, ne? Definitivno sta. Ja, do diskota, pol pa več ne računati. Ja, Sara in Atena, najlepša hvala, da ste prišli mimo. Midve sva še prinesli nekaj, kar so otroci v domu ustvarjalnosti izdelali sami iz gline, tako da vsak od vas dobi še en obesek za ključe, kjer se vam zahvaljujemo za vso sodelovanje in za to, kar delate z nami v našem lokalnem okolju. Hvala lepa. Z največjim veseljem in še naprej bomo, ker če ne za otroke, za koga pa, ne? Tako da, hvala punci in verjamem, da bo gužva za nove prostovoljke in prostovoljce. Veliko uspeha in hvala za vse, kar upravljate. Hvala za Hvala.